18. avgust leta 1934 velja za občino Gornji Petrovci za poseben dan, saj se je takrat v Žanavljah zgodil pristanek stratosferskega balona, katerega zgodba je bila zelo odmevna in vpeta v življenje občanov. V spomin na ta dogodek je občina na tem mestu postavila spominsko obeležje akademskega kiparja Bratuše. Tako si je občina Gornji Petrovci 18. avgust izbrala za občinski praznik. A vendar, občina Gornji Petrovci niso le dogodki iz preteklosti, namreč občino Gornji Petrovci ustvarja vsaka občanka in občan, zaznamujejo pa jo raznovrstni dogodki. Tako se občani Gornji Petrovec trudijo biti složni eden z drugim in tako prispevati za skupno dobro občine. Pa z ozirom na kraj in čas, v katerem živimo, se trudimo, da bi bili uspešni. Do zdaj smo upravili tiste komunalne infrastrukture in vse ostalo v zadovoljstvo vseh občank in občanov. In jaz mislim, da se edino želimo to, da ne bi imeli takšni neuri, kot so po Sloveniji, in da ne bi imeli kakšne druge nevšečnosti, vse ostalo pa samo zdravje, pa mislim, da je prihodnost vseh občank in občanov zagotovljena. Slavnostno sejo je kot že tradicionalno otvoril Ernest Krčmar, podžupan občine Gornji Petrovci. Kot je povedal župan Franc Schlichthuber, so občina ljudje, občani in občanke. Občini pa so zelo ponosni na izgradnjo javne infrastrukture, vodovoda sistema B, ki občanom zagotavlja svežo pitno vodo in ki je zgrajen do vsake hiše. V letošnjem letu pa so v procesu nadgradnje javne infrastrukture. Občina se tudi uspešno razvija na področju kmetijstva, gospodarstva in turizma, hkrati pa je znana po tem, da skrbi za urejenost okolja ter za lep izgled stanovanjskih hiš in kulturnih objektov. Pa mi z ozirom na to, če lahko povem, da smo vodovod pripeljali do vsake hiše, da je širokopasovna povezava do vsake hiše, da je energetsko sanirana šola, da je novi vrtec, da imamo stanovanjske bloke in da smo zgradili 18 stanovanjski blok novega, da ta trenutek poteka ena večja investicij, obnova zdravstvene postaje v Gornjih Petrovci, ki je vrednost čez 1 milijon, da imamo tudi nekaj proizvodnje gospodarske, tako kot Modam in Line, ki je seveda z solastništvom prevzel Jos Pecečnik, kar predstavlja za občino Gornji Petrovci veliko dodano vrednost. To je Panvita, potem je tu določeni kmetijski proizvajalci, predvsem pa sem tudi zadovoljen, da smo uspeli z nekom iz Rudjen, gospodom Rudjen iz Kranja, urediti zadevo v smer turizma in načrtuje se na Pinži velik turistični projekt, tako da mi že te male stvari v okolici urejujemo. In seveda urejujemo tudi naše okolice, znani smo potem, tudi ta kulturni dom in vsi drugi objekti so zorno urejeni in to želimo vključiti v našo turistično ponudbo, kar bo dalo neke dodane vrednosti in to je tisto, kar bodo ljudje mogoče v prihodnosti lahko tržili ali pa se šli nekega manjšega turizma, ne tistega masovnega, ker se ga tistega mogoče ne želimo. Občina Gornji Petrovci je vključena v sanacijski program, tako da sedaj glede na problematično finančno preteklost uspešno rešujejo težave na področju javnih financ. Z vidika vremenskih sprememb, ki so pustošile Slovenijo v letošnjem letu, je župan Schlichthuber izrazil nezadovoljstvo in ob tem povedal, da se premalo govori o severovzhodnem delu goričkih občin, med njimi je tudi občina Gornji Petrovci, saj so tudi te, kot tudi njihova občina, utrpele veliko škodo. Mi smo že uspešni pri tem, da redno plačujemo račune, ker smo vedno na televiziji bili kot največji grešnik. Borimo se zdaj s tem in hvala Bogu smo v sanacijskem programu, ker želimo urediti tisti del, ki nam je ostal kot preteklost. Vse tekoče zadeve pa tekoče poravnavamo in to je velik uspeh za vse nas. In želim si samo, da nam država ne bo vzela primerne porabe, da nam ne bo vzela še večjih kos pogače glede investicijskih sredstev. In če bo vse to normalno šlo, potem pričakujem tudi normalno življenje. Vendar živimo v času, ko danes se zaoblači, ko je nevihta, ko vse gre in mi kljub temu, da sočustvujemo z tistimi, ki so imeli velike težave v poplavah. Moram povedati, da se premalo govori tudi o nas. Mi smo imeli tudi vse naše potoke,
gladina vode se je dvignila za 2,70 cm, da smo imeli poplavljeno hišo v Žanavljah, kjer smo zjutraj ob 6. že intervenirali, da smo imeli določene druge probleme, da že skoraj 2 tedna, 3 tedne urejujemo makadamske in drugo infrastrukturo, ker nam je določene stvar uničilo. Tako da tudi lahko povem, da smo tudi mi imeli škode. Imamo 2 plaza, ki sta zelo pereča, eno boreče, ker ogroža stanovanjsko hišo, drugi primer je tudi v Šulinci, ki ogroža stanovanjsko hišo. Reci po predvidevanjih, ki je dal geolog, da je to blizu 250 tisoč evrov. Seveda to sami ne bomo zmogli, najverjetno pa bomo se vključili v tisti del zgodbe, ki je povezan z državo, z tistimi milijoni, milijardami, o kateri se govori, da bo država pomagala. Pričakujemo od predsednika vlade in od vlade, da smo tudi mi del te pomoči in da na podlagi tega lahko seveda delamo tudi v prihodnje naprej v neko varni prihodnosti. Za razvoj turizma in ohranjanje kulturne dediščine ter tradicionalnih ljudskih običajev in šeg skrbijo v občini Gornji Petrovci turistična, kulturna in folklorna društva, za razgibano življenje pa športna društva. Tako so gasilski domovi v vaseh Neradnovci, Lucova in Adrijanci obogateni s športnimi centri. Imamo lepo urejene športne objekte, da delujejo kulturna društva, da občina skrbi za to, da to sofinancira. Brez tega, da bi recimo vzdrževali, kosili, pomagali finančno in tako naprej, ta društva ne bi preživela. Predvsem bi pa delalo s težavo in nič cilj občine, da životarijo društva. Cilj občine je ta, da občine delajo normalno. Mislim, da društva delajo normalno na vseh področjih in zato skrbimo za redno financiranje malih teh športnih društev nogometa. Predvsem pa sem ponosen tudi na nogometni klub Križevci, kjer sem predsednik, da vzgajamo, damo mladini, mladim, tistim najmlajšim, sploh možnost, da imajo odlične pogoje. In seveda to treba vztrajati in jaz sem prepričan, da v tem času, v katerem živimo, imamo dovolj. Občina uspešno sodeluje in se povezuje s slovenskim porabjem. Mi smo že pred 23 leti podpisali nek sporazum z slovenskim porabjem. In mi redno se udeležujemo različnih prireditev tam, občinskih praznikov, tako da to sodelovanje poteka. Tudi zdaj smo se pogovarjali za naslednje 3 leta do konca tega obdobja mandatnega, da bi na podlagi morali biti Interrega ali pa drugih sodelovanj z Madžarsko izvedli kakšne projekte. Določe pa zdaj delamo en turistični kompleks v Žanavljah, kjer smo v okviru LAS-a pridobili neka sredstva in ta dogodek bi naj bil naslednje leto, leta 2024 v Žanavljah, ko praznujemo 90 let spominskega obeležja v Žanavlji, pristanka stratosferskega balona. In na ta način želimo tako predati to turistično infrastrukturo, obeležiti 90-letnico, imeti večje praznovanje, tako da se pripravljamo na ta dogodek in najverjetno tudi svečana seja bo naslednje leto v Žanavljah. Večji del prebivalstva se še vedno ukvarja s kmetijstvom. Med kmetijskimi panogami prevladuje živinoreja. V zadnjem času pa postajata vse bolj pomembni panogi sadjarstvo in vinogradništvo, predvsem v vzhodnem delu občine. Na področju kmetijstva, poleg nevšečnosti, ki so povezane z naravo, moram povedati, da so odlični kmetijski proizvajalci, da obdelujejo velike površine. Recimo farma v Peskovcih, gospoda Šiftera, mislim, da so to 100 hektarov, da je to na območju 5000 kvadratnih metrov asfaltiranih površin, da so to farme, da je Panvita odlična farma, da je gospodarski subjekt Moda Mainline odlična zgodba. In če gledamo te kmetijske proizvajalce, s pridom obdelujejo to goričko zemljo, obdelana je in to je tudi cilj v prihodnje. Naj samo ostanejo te subvencije, naj ostanejo vse spodbude, ki jih daje država in Evropska skupnost in samo na takšen način, da je možno, da tudi goričko ne zaraste. Zaenkrat je to dokaj v redu, urejeno in stremim za tem, da to tudi v prihodnje bo. Kolikor poslušamo kakršnekoli usmeritve Evropske skupnosti, pravijo,
da bo Evropska skupnost ostala trdna in dobra skupnost za vse prebivalke in prebivalce te Evropske skupnosti. Priznanja občine Gornji Petrovci, katera je podelil župan, so bila podeljena za uspešno delovanje na področju kulture, za uspešno delovanje na družbenem in turističnem področju, za dosežke na področju likovne umetnosti, za zasluge na področju ohranjanja starodobne tehnike, priznanja za uspešna in dolgoletna delovanja na področju gasilstva, priznanje za dolgoletno in uspešno delovanje na področju športa, priznanje za uspešno in dolgoletno delovanje na področju kulture in priznanje za delovanje društva na socialnem in družabnem področju. Podeljena je bila zahvala župana mladim diplomantom za uspešno zaključeno izobraževanje in zahvala za izjemne dosežke na področju osnovnošolskega izobraževanja. Prav tako so bila podeljena občinska priznanja za najlepšo hišo in najlepši balkon v občini Gornji Petrovci. Naziv častni občan občine Gornji Petrovci je prejel Vlado Časar za vsestransko življenjsko delo v občini Gornji Petrovci. Kako bi morala ukrepati država do občin v času pojava vremenskih katastrof in kakšna je želja župana Šlithubra v prihodnje, pa v nadaljevanju. Država ne sme zmanjševati sredstva občinam, ker so občine osnovna celica za razvoj države, območja lokalnih skupnosti in s tem, ko občine imajo možnost, da delajo v napredek, je potem tudi sama država urejena. Res pa je, da v takšnih primerih, ko nenormalno, tam kot je zdaj bilo, pada dež, ko je 200 pa 300 litrov v kratkem obdobju in so vse hiše ob Savinji, ob rekah, mi teh primerov nismo nikoli dobili v prostorskem planu, niti nobeno gradbeno dovoljenje nismo uveljavljali na ta način in naši potoki so v dolini, hiše pa so na bregovih. In zato mi imamo prednost v tem Goričkem in ko bomo mi v celoti poplavljeni, potem je cela Slovenija totalno poplavljena. Moja največja želja je, da bi vsi v naši občini bili zdravi, da bi vsi imeli tiste zaposlitve, da bi lahko normalno družine živele. Drugo, kar si želim, kljub temu, da dajemo 1000 evrov za novorojence, si želim, da bi bilo dosta rojstev, da bi se mladi imeli radi, plesali, veselili, poleg vseh obveznosti, ki jih imajo. In tudi na današnji seji, če vidimo, da so doktori znanosti, da so doktori medicine, da so končali odlično izobraževanja in da to tudi nagrajujemo, vidim lepo prihodnost v zvezi z tem in si preprosto želim, da bi bilo tudi v prihodnje tako. Živimo v lepi občini, v lepem Goričkem, v lepem delu Slovenije in smo lahko vsi na to ponosni. Na koncu prireditve je sledil podpis pisma o nameri za sodelovanje med občino Gornji Petrovci in občino Sadovi iz Poljske.